da si Dobrodošli, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Poslušam se s Polono. Poslušam se je podcast, kjer se z drugimi ženskami pogovarjam o temah povezanih z vzgojo, razvojem in izobraževanjem otrok, se pravi drugimi strokovnjakinjami, ter pogovori tudi o osebni rasti. Danes poslušate že 10. epizodo. Za to priložnost vas tudi povabim k lajkanju oziroma všečkanju mojih epizod. Seveda, če se vam epizode všeč, mi tako zelo pomagate, da jih sliši več ljudi. Se pravi, na aplikacijah, kjer poslušate moj podcast, pritisnite like, napišite review. Vsakič pa sem zelo vesela tudi vaših mnenj, komentarjev, vprašanj. Hvala, ker podcast so ustvarjate z mano. Tokratna tema bo vezana na osebno rast in sicer boste lahko prisluhnili pogovoru za mojo dolgoletno učiteljico joge in meditacije. Slišali boste tudi, kako je stik s seboj razvijala skozi vsa ta leta vadbe in poučevanja. Pogovor za to epizodo sva posneli avgusta. Tokrat pa gostim zame zelo posebno gostjo, zelo ljubo, jo tudi osebno poznam že nekaj let. V bistvu mi je zelo pomagala, v bistvu njene joge, meditacije, njene besede so zelo mi pomagale, sploh v določenih obdobjih. Njene besede so zelo rezonirale z mano, je bilo takrat točno tisto, kar sem jaz potrebovala. Tako da danes gostim Tjašo, ki je izjemna učiteljica joge, meditacije, vodi in organizira pa tudi vikend retrite, joga retrite oziroma ostale dogodke enodnevne, zdaj tudi sproščanja, bo oziroma sama malo več pa o tem povedala, možni so pa tudi pri njej termini readinga. Jaz Tjašo pač o njeno jogo obiskujem že od recimo konca leta 2015, pa redno sem jo pač do leta 2020, zakaj potem malo manj boste mogoče zvedali v pogovoru, se pa ne moram tudi jaz spet malo redno bolj vrniti, ker mi res njen stil vadbe, njen način razmišljanja je nekaj, kar pač meni zelo odgovarja, tako da res mi je pisan na kožo. V letošnjem letu se je pa Tjaša odločila tudi za svojo samostojno pot, pustila je redno službo in se res posvetila svojemu temu poslanstvu, vodenju joge in meditacije. Tako da danes bomo predvsem govorili o jogi in meditaciji, o vplivu na naše pač telesno, na naše telo in ker je telo tudi psiho, na naše pač celostno telo, počutje, pa tudi spregovorila bova tudi o njeni poslovni poti in mogoče tudi o vplivu tega njenega dela, joge, meditacije na njeno vlogo mame. Tako da Tjaša, lepo pozdravljena. Živijo Polona in živijo vsem poslušalcem tvojega krasnega podcasta. Jaz sem zelo vesela in ful hvala za tvoje povabilo. Tudi jaz sem res srčno vesela, da si se odzvala in evo, da tokrat jaz gostim tebe. Tako. Super. Tako bi bila v obratni vlogi. To moram reči, da je moj prvi podcast, tako da res hvala za tvoje povabilo. Z veseljem. Vem, da si enkrat povedala pred jogo, pred vadbo joge, da si se prej v najstništvu, da so te najprej druge vadbe. Mogoče pa če razložiš, kako te je pot pripeljala do joge. Zdaj si šla kar daleč nazaj v samo najstništvo, ampak dejansko v bistvu sem svojimi 20-imi, ko smo hodili na te skupinske vadbe
In sicer sem hodila na te body combat in aerobike in vse živo. In zumbe in ja. Zumbe in to, ja, to je bilo ful redno obiskovalka. In potem sem dejansko enkrat bolj slučajno prišla na prakso joge. Leta, ker je to bilo v hotelu v Domžalah. In ker sem prišla na jogo prvič, je bilo moje počutje tako neverjetno krasno in predvsem je bilo super po neki taki bolj intenzivni vadbi, se mi je to zdela krasna kombinacija, da si na neki malo bolj intenzivni vadbi, v smislu neka bolj kardio in potem v bistvu, da greš na eno bolj umirjeno, ki pa seveda tudi je, ne, ni to samo ležanje, ampak je bilo predvsem fantastičen občutek za mojo hrbtenico. In takoj prvič, ko sem bila na prvi vadbi, se spomnim, sem rekla, wow, to bom pa izhodila. In potem sem v bistvu kar nekaj časa kombinirala oboje, potem sem postala samo na jogi in že takrat, ko sem začela, je bila v bistvu taka bistvena razlika za mojo hrbtenico, zato ker pač nisem imela nikoli nekih takih ful poškodb, ampak vseeno sem potem skozi samo prakso in izobraževanje ugotovila vse, kaj se je v bistvu čez leta odraščanja dogaja z mojo hrbtenico. In ja, v bistvu mi je to najbolj koristilo od vsega in tudi to je bil eden od prvih razlogov, zakaj sem sploh bila na jogi, zakaj sem tudi ostala in se začela ukvarjati tudi bolj intenzivno kot mojo osebno prakso, je bilo predvsem zaradi toliko boljšega občutka v sami hrbtenici in celemu telesu. Wow. Na tvojih vadbah je tudi začuditi, da ful poznaš zdaj telo, da pač zelo veš, kako en položaj vpliva na določen del telesa oziroma kako je povezan. Zdaj se tudi res se vidi tvoje poznavanje telesa. Ja, dejansko v bistvu je ful zanimivo, kako je mene moja življenjska pot peljala čez to, da v bistvu, hvala Bogu, zdaj trkam, nisem imela nikoli nekih večjih poškodb v smislu, da bi imela, mislim, ne vem, zdaj neke ful zlome ali nekaj, ne. Imela sem pa par nekih takih, bom rekla, bolj specifičnih in v bistvu tisto, kar je bilo, ko sem bila po poškodbi res na okrevanju, kar na neki konkretni regeneraciji, sem v bistvu ful spoznavala svojo bolečino telesa. In vsakič, ko sem šla nazaj na prakso, ko sem imela zelo omejene možnosti, kako v bistvu potem postopoma pripeljati telo nazaj na neko tisto, jo že prej poznal, zato ker dejansko, če mi, ne vem, 2 meseca popolnoma nič, če ti ležiš, če si pač kakor toliko primoran dejansko konkretnemu počitku, in da greš potem nazaj na prakso, neko hitro telo zgubi, čeprav absolutno telo ima spomin in si zapomne vse, karkoli mu dajaš in karkoli z njim počneš, v narekovajih, ne, skozi leta, ampak vseeno, kar se tiče same kondicije in pa v bistvu delovanja mišic, je pa to čisto nekaj drugega in vsakič znova skozi določene bolečine, ki sem jih imela v telesu, ko sem šla nazaj, sem šla vedno zelo postopoma nazaj. V bistvu sem šla skozi to bolj, bom rekla, terapevtsko jogo, skozi ta pristop in potem nazaj na klasično hato, to, ki učim, in potem tudi kasneje na tiste močnejše. Tako da dejansko, če tako zdaj gledam, recimo 20 let, ne, pri meni sigurno, ali pa že skozi v bistvu 22 leto teče, odkar se ukvarjam z jogo in dejansko odkar jo pač delam. In čez to sem šla čez marsikaj in od tega, da sem bila zelo, bom rekla, fizično zelo močno pripravljena, da bi lahko delala neke zelo, bom rekla, tak malo bolj zahteven nivo vsega skupaj, do tega, ko nisem mogla nič. Ko sem dejansko nam rekla, da sem se zdaj, ne vem, učila hoditi, to hvala Bogu ne, ampak vseeno je bila v bistvu toliko intenzivna regeneracija telesa, sploh po operacijah nosu, ko sem jih imela iz zdravstvenih razlogov, ne iz kakršnih koli lepotnih. To se spomnim, ja. Res intenzivno postopek, kako priti nazaj v samo delovanje telesa. Tako da, ja, meni bolečina, moram reči, da mi je zelo pomagala, če lahko tako rečem, zato da sem skozi bolečino spoznavala, koliko določene dele telesa lahko uporabljam in kaj to pomeni v celotni kombinaciji, kako lahko, ne vem, zdaj rečem, sami vemo, da če si bolan ali nekaj, pa če te karkoli boli, že samo da zakašljaš, čutiš lahko celo telo, ali pa če kihnaš. Sploh vsi, če ne vem, kaj imajo, če poslušajo kakršnekoli težave s hrbtenico, recimo tudi s križnimi obolenji, križ je pogost pojav, sploh pri ženskah, pri mamah, ne, tudi pri nosečnicah in tako naprej. Dejansko, v bistvu, če imaš težave v križno-ledvenem predelu in takrat je samo en kašelj že tisto, te lahko vse boli, ne.
In kako v bistvu postopoma potem prideti nazaj, in tudi nekako bom rekla, dosti razumem, ali pa tudi zanima me ta del telesa, se pravi, kako pomaga človeku, recimo, če ima težave, ne vem, zapestji, ali je to krpalni kanal, ali so to neke poškodbe bile. Ali kako, ne vem, pomagati, kaj jaz vem, recimo po nekih, ne vem, po nečem, ko človek pač ne dela. Enostavno, čisto po domače povedam, ko ne uporabljaš telesa, kako priti spet nazaj. Ne? Zato, ker, ja, tudi v bistvu tako moram reči, da ne samo prek bolečine ali pa spoznavanja samo anatomije pa delovanja telesa, mene v bistvu tudi bolj pot vodila skozi ves ta proces, recimo od 20 naprej, v to notranjo umiritev oziroma predvsem v ta efekt, ki ti ga joga prinese kot celostna praksa. Se pravi, ne samo to, koliko ti nekaj zmoraš na nivoju asan, koliko ti zmoraš na nivoju nekih položajev ali pa zadrževanja, ali pa ne vem, zdaj karikiram, koliko časa lahko stojiš na glavi. Dansko to ni zanimalo, ali lahko dam nogo za vrat ali ne. Mene v bistvu zanimalo predvsem, zakaj se jaz tako dobro počutim po jogi, kako to meni deluje, v bistvu rekla, na živčni sistem, kako si lahko kar naenkrat počutim fantastično, pred jogo sem se počutila pa ne vem, kaj to naredi. In to v bistvu mene to vleklo naprej, da sem raziskovala, da sem se izobraževala, da sem razumela, ker pri meni deluje vse tako, da moram razumeti, zakaj stvar pač deluje. Se pravi, ne, da kar slepo verjameš, čeprav če se dobro počutiš, se dobro počutiš, ne rabiš, da bi ful razlage odzadaj, zakaj se dobro počutiš, pač vse in je to fantastično, ampak vedno bolj ta poglobljena tematika zanimala in pa tudi v bistvu bolj ta po eni strani psihološki del, po drugi strani pa tudi ta bolj duhovna pot vsega skupaj. Glih to, kar si prej omenila, da si imela v bistvu različne te zdravstvene izzive in kar si bila prisiljena nekako k počitku oziroma bolj k mirovanju, se mi zdi, saj na tvojih praksah joge je res ful začutiti, da vsakmu, ki ima karkoli težave zdravstvene, vsakeč najdeš, to mi je res bilo vedno ful tako fascinantno in ful lepo. Pač res to obvladaš, da najdeš prilagoditve, da poveš, tukaj te boli, poskusi tako vajo, tako asano izpeljati, ali pusti to asano, vse je v redu, ali pa kar rečeš tisti, ki vas to boli, spuste, ali pa ki vam danes to ne rezonira z vami. In to mi je res tako, kot si rekla, res zelo dragoceno. In se vidi, da si na lastni koži to izkusila. Dejansko ti bolečino razumeš, ko jo sam doživiš. In ko ti veš, kaj pomeni, če te, ne vem, recimo zdaj bom rekla, najbolj takih pogostih težav je sploh pri ženskah križni del, se pravi predel spodnjega dela ledvenega hrbtenice, in ko te to res boli, ti takrat niti v to osnovno asano otroka ne moreš. Ampak ko sam ne doživiš te bolečine, to ne veš, kaj to pomeni. Ali pa kaj to pomeni, kako nogo premakniti ali pa kako stopiti naprej, ker dejansko ne moreš. In v bistvu tudi ta moja pot, bom rekla, vsega me je nekako v bistvu skozi telo vodila, skozi telo, da sem razumela te določene omejitve, ki jih imamo. Ker večina ljudi imamo omejitve. Nismo super stroji, tudi ne uporabljamo telesa tako, čeprav bi ga lahko, ampak glede na način življenja, ki ga imamo v tem sodobnem svetu, ker pač ali večina ljudi zdaj ali presedi 8 ur na dan, ali pač imaš drugo obliko, ali pa stojiš 8 ur, kakorkoli, pač nekako imamo neke zelo podobne drže in jih ponavljamo dnevno. In z tega se ravno potem razvijajo neke telesne funkcije oziroma razlike, kako mi na nek način uporabljamo svoje telo. In iz tega ven dejansko je tako, da pač mi je ta pristop bližji, da imamo pripomočke, ki nam lahko pomagajo pri samih praksah in ki nam v bistvu tudi lahko pomagajo, da mi dejansko dobimo nekaj od same joge, ker pa imamo toliko različna telesa, toliko različne sposobnosti, tudi različne, ne vem, neke poškodbe od zadaj, tudi če so to stare, kakorkoli, in seveda naše telo pač ne dela več tako, kakor bi recimo ob redni praksi vsak dan. In iz tega ven, se mi zdi to zelo pomemben del pristopa pri poučevanju joge, da nekako skušaš
razumeti te določene omejitve in seveda pomagati telesu pri tem, ne da ga siliš v nekaj, ali pa predvsem, da z glavo razmišljaš, to je pa ful dobro, to pa meni ali ful dobro zgleda, ali je ful fajn, ali pa kaj ona lahko naredi, ne, bi pa tudi jaz. In se dejansko nekako silaš v to smer. Ja, absolutno, ja, ne, tako tudi sama joga skozi uči, postopoma in predvsem z uglašenostjo. Wow. Ker se ti enkrat v bistvu povežeš s svojim telesom in tega se mi danes v bistvu učimo, tako bom rekla, tudi na mojih praksah ali pa kjerkoli druge, ne, v nekem stiku s telesom, se dejansko učiš, zato ker sodobni svet ni naravnan k temu, da mi začutimo svoje telo, da mi znamo upoštevati. Ne, pa če še pozamemo recimo sploh žensko obliko, ker imamo cikluse, ker smo lahko v vsakem tednu v nekem drugačnem hormonskem stanju, drugače počutimo, sploh ali po porodih, ali po očetnih pola, ne. In je treba dejansko nekako to vse skupaj upoštevati, ne da greš mimo tega. In jaz bom rekla, da dajem velik poudarek temu in to se mi tudi nekako, pač to je del mene. In se mi tudi zdi zelo pomemben zaradi tega, da človek dobi največ od same prakse, zato ker v bistvu s temi prilagoditvami, ki jo hatha joga predvsem ima in uči, lahko dobiš veliko več. Res lahko sam potrdim tvoje besede, kako tudi v praksi res tako. Ful poudarjaš to, postopoma, pa da predvsem poslušamo sebe, svoj telo, da je s tisto uglašenostjo, da pač ne prehitevaš, ker si to videl, ne vem, naprimer na Instagramu, ali pa da se ne primerjamo z drugimi, mogoče na vadbi. Ja. Mi je res blizu ta način razmišljanja, tudi za druge situacije. Tako da ja, mi je res všeč. Za druge situacije. Ravno to je, ker joga se pravi ni samo to, da si ti 1 uro ali pa uro pa pol na svoji jogijski blazini, ampak je to, da v bistvu kar ti tam nekako prakticiraš, joga je praksa, ravno s tem namenom, zato ker skozi prakticiraš. In je ravno to, da potem preneseš naprej v svoje dnevno življenje, ali v odnose, ali pač v bistvu tudi odnos do sebe, ker to je v bistvu tudi osnovi joga, kako imaš ti odnos do sebe, odnos do svojega telesa, odnos do tega, koliko sama sebe čutiš, slišiš, upoštevaš. Upoštevaš, glihot, sem reči. Ja. Slišiš se to ful enostavno, slišiš se tako seveda, da kada to pač vsi imamo, ampak vemo pa potem, ko gremo na prakso, ali pa sploh pri jogi, ko si takrat v enem trenutku nekako res soočena sama s sabo, čeprav si v skupini, ampak si čisto sama s sabo. In v tih trenutkih pa v bistvu potem vidiš, wow, tle sem, če si to pripravljena, da znaš to sama se priznati, kje si. Ampak v bistvu to je tudi smisel same jogijske prakse, zapravi, da ni to samo način uporabe telesa, zato da lahko ti eno asano držiš, ki sicer ima fantastične vplive na živčni sistem, na krvnožilni sistem, pač na vse. Joga je totalno celostna in dejansko deluje pa še celostno telo, ampak predvsem, da v bistvu prideš skozi samo prakso potem tudi v neko delovanje izven tega in da ti to v življenju pomaga na splošno pri tem odnosu, ki ga imaš potem kjerkoli, doma, v službi ali kakorkoli. Pri vseh odnosih. Tako, kot si rekla, začenši s samim sabo in pol naprej z vsemi drugimi medosebnimi. Kar je pa v bistvu, medosebni odnosi so pa nekaj, kar največ šteje v življenju. V bistvu tudi to, koliko smo zadovoljni sami s sabo, pa pol kako to nekako prenesemo v odnose z drugimi in koliko smo zadovoljni v odnosih, se mi zdi, da je pa tudi po mojih izkušnjah in tudi po izkušnjah raziskav nekaj, kar res bistveno vpliva na našo kvaliteto življenja. Tako da take vadbe joge se mi zdijo resno tako, da res vplivajo na, in tako, kot si rekla, v bistvu na cel sistem v telesu, pač na celo telo, poleg tega pa res na naše počutje in mogoče tudi na določeno, tako, kot si rekla, ena stopnja refleksije se zgodi, Če pač hočeš, če nekako si pripravljen na to, da znaš videti sebe ali pa ene stvari pri sebi spoznati, potem sigurno je refleksija. Ampak prva, kar pa se mi zdi še vseeno pred refleksijo, pa je ta nekakšna povezanost, to, kar dejansko joga uči. Se pravi, da si ti v celoti na praksi in od tega se tudi joga razlikuje od drugih telesnih vad. Se pravi, tukaj je predvsem ta stik z dihom.
In dih je tisti, ki nekako ne samo, da pač daje telesu ogromno, ampak je to, da smo mi dejansko pri stvari. To, da ti svoj ves čas nekako imaš skoncentriran na to, kako dihaš, da pravilno dihaš, da uporabljaš dih pri tem, ko premakneš nogo, ko premakneš roko, ko si v celoti pri stvari. In če se dejansko res posvetiš te povezavi med svojim umom, se pravi med svojimi mislimi in z dihom in s telesom, že to se zgodi ogromno, res ogromno. Ampak spet, enostavno je to slišati. Biti v tem enostavno, pa zato, ker rabiš imeti koncentracijo. In zdaj, kot sama veš, skoncentrirani smo lahko, ne vem, nekje naši možgani pač delujejo res 45 minut v neki taki celoti, ampak že tudi to, spet, ko si na jogi, ti spet začnejo misli drugače, se vrteti, vse skupaj se nekako drugače odvija, kot v, ne vem, sred trgovine ali pa tudi tako, In je to spet en svoj izziv. Ampak končni efekt vsega je pa v bistvu neka celostna, ne samo sprostitev, to je v bistvu posledica vsega skupaj. In umiritev je tudi posledica vsega skupaj, ampak gre se pa za to, da ti prideš v stik, da ti prideš v povezavo s sabo, da si ti zavesten, zato da veš nekako, da prideš v to, bom rekla, budno stanje sebe. Wow, da si res pri stvari, da zares si pozorna na to, kako dihaš, pozorna na to, kako se premakneš, pozorna na to, kako se počutiš, pozorna na to, če dvigneš nogo previsoko, te zaboli v telesu ali ne. Te v bistvu res nekako prisili oziroma primore, da si res tukaj in zdaj, ker smo drugače zelo redko. Ja, v bistvu v vsakdanjem življenju večinoma, bom rekla, nekako delujemo na nivoju neke razpršenosti, zelo velikokrat. Posod nas je veliko, predvsem delovne mame, če se zdaj malo bolj navežem mogoče na tvojo ciljno skupino poslušalk, tudi sama sem mama in sem šla v bistvu, zdaj moj otrok bo zdaj ravno kar 15, tako da smo že eno obdobje dali čez, seveda zdaj ta najstništvo in vse, ampak hočem to povedati, da smo pač skozi vzgojo, skozi odraščanje otrok, skozi vse družinske dinamike, skozi družinske odnose, skozi vse spremembe, čez kar gremo, sploh z otroci, ko odraščajo in ko so nenehne spremembe z njimi iz ene faze v drugo, je v bistvu to zelo pomemben, da imamo mame, ženske, res ta stik same sabo in da imamo neko povezavo vsaj uro na teden. Ne, če tako zdaj pogledaš, koliko je to malo časa, glede na to, da smo delovno aktivne, da ne vem, imamo partnerje, otroke, hiše, vse žive, mislim, toliko je nekih obveznosti na današnji ženski, če tako pogledamo. Ja, in to se mi zdi zelo, zelo, zelo pomembno, da imamo ta stik s sabo, da se nekako res redno tudi sproščamo in da smo potem zaradi tega nekako boljša verzija vsega skupaj, kar počnemo, ne glede na katerem področju smo dejavne. Definitivno se res strinjam. To, da si vzamemo čas zase in da smo bolj v stiku same s sabo, zagotovo vpliva, tako kot smo prej rekli, na našo vzgojo. Tudi v bistvu se mi zdi, vsaj večkrat, ko sem prišla na jogo, smo res v tistem hitenju. Sem glih prišla z nečesa, pa mogoče razmišljaš, kaj pa potem. Pa saj mene je dostakrat, tako kot si ti rekla, zdaj se pa lahko ustavim, zdaj sem pa sam tukaj in zdaj pa več v tem trenutku nič drugega ni pomemben in se res lahko posvetim, dihu, kako izvajam. In se mi zdi, da včasih je ful lažje to, kadar sem mislila, zdaj mi gre pa že ful dobro, don sem. In pa spet naslednjič se mi zdi, da so mi misli skozi uhajale drugam. Tako da se mi zdi, da je tudi ta proces, Ful je proces. Proces. Res, ne samo to, da pač prideš iz neke točke, ki je, recimo, če gledava samo na telesnem nivoju, kar se tiče določenih asan, če nekaj najprej ne moreš narediti, pa potem čez 1 leto lahko, je že to uspeh in proces, da prideš do tja, seveda o predpostavki redne vadbe. Enako pri dihalnih tehnikah. Najprej lahko ti, narediš tok in tok ponovitev ob redni vadbi, čez, leto, 2, 3, narediš lahko tok in tok. Tako da
In kar se pa tiče samega psihološkega ozadja, je pa sploh ful razlika. V bistvu že misliš, da nekako, zdaj pa lahko, ne vem, držim koncentracijo vse, potem te pa nekaj čisto obrne v življenju ali karkoli se ti zgodi, te mogoče, ne vem, kaj pretres, karkoli se dogaja, sploh zdaj v tem post-covidnem, ko še nekako še vedno smo, ki je pač na vse ful vplival. Ne pa vidiš marsikaj, da mogoče nisi še čista, ker misliš, da si. In to joga dejansko ful pokaže. V bistvu je eno tako ful ogledalo, ampak spet, če to hočeš. Če si pripravljen na to. Način, če pa si na tej poti nekega bolj, bom rekla, samospoznavanja, ali pa tudi samo opazovanja, kar spet, to so vse poti, se pravi učenja joge. Se pravi, je ta stik s sabo, ki gre skozi samo spoznavanje. Ko v bistvu velik del tvojih jog so tudi meditacije, oziroma vsakič en del joge, zaključni del, zaključiš tudi z malo meditacije oziroma relaksiranjem, sproščanjem. Se mi zdi, da je to res en tak pomemben del tudi. Kako si že od vsega začetka, recimo, ko si poučevala jogo, si to skozi vključevala oziroma si to pol začela? Kako te je pot vodila do tega? Do meditacij me je pot vodila skozi jogo. Začetka, ker sem hodila na hatha jogo, tudi na izobraževanja in tudi v bistvu je bil to prvi način poučevanja moje joge, se pravi, to je najbolj tradicionalni, klasični način, ki vključuje, se pravi, kot smo rekli, pač izvedbo telesnih položajev asan, vključuje dihalne tehnike in absolutno na koncu tehnike sproščanja in tudi meditacije. Meditacijo dejansko od vsega začetka že, se pravi, na samih praksah joge imam, ampak če pa tako pogledam, kako je bil nekakšen razvoj, je pa tako, da v bistvu je nekako preneslo kar samo od sebe in v bistvu zadnje, recimo nekih 5 let, da se res veliko bolj posvečam meditacijam, da nekako jih tudi redno samo izvajam. In jih tudi zaradi tega toliko več vključujem v samo prakso joge, predvsem v bistvu na hatha 2, ker je že pač za tista, ki že malo dlje časa hodijo, imamo absolutno tudi kdaj kakšne daljše. Drugače pa sem v bistvu začela potem tudi prav samo z meditacijami, se pravi, da prideš samo na meditacijo brez joge. In tukaj pa v bistvu pot vodila, bom rekla, bolj skozi nek ta duhovni razvoj. V bistvu me je nekako sama meditacija kot pot neke notranje usmeritve, notranjega poglabljanja in predvsem neke globoke umiritve sama, kot bom rekla, nekako poklicala. Tako da sem v bistvu z tega potem tudi začela bolj uporabljati to pot in tudi veliko več sama meditiram, tako da dejansko v bistvu tudi zdaj je to neka moja redna praksa, da meditiram 2-krat na dan, zjutraj in zvečer. Pa potem v bistvu skozi vse, kar se je dogajalo. Jaz sem v bistvu se zadnjih 10 let res tako ful intenzivno izobraževala, ves čas v bistvu zraven joge, službe, otroka, družine, vsega skupaj sem imela skozi izobraževanja. In tudi na tem delu je bilo veliko, tako da sem v bistvu potem delala tudi vsa izobraževanja, kar se tiče pranic healinga, in v bistvu pri pranic healingu je tudi velik poudarek na meditacijah in tudi to me v bistvu pri tem delu veliko podprl in nekako tudi pomagal in tudi na ta način zdaj tudi delam veliko, ne samo to, ampak je to eden od načinov, ki ga tudi vodim kot meditacijo po načinu Master Choa Kok Suja, se pravi po tem znanju, ki ga nekako osvajam in pridobivam še vedno skozi pranic healing. Tudi jaz večkrat šla na te mesečne tvoje meditacije in kakšen nima toliko občutka, kaj je to meditacija, ali pa mogoče se sliši zelo kdaj lahko abstraktno ali pa nekaj, ko si pa na tvoji vadbi, pa dejansko nimaš tega občutka, se zdi vse res tako sproščeno in jaz mislila, da so pač res pripravljene vadbe, res se vidi, da delaš to z tistim notranjim žarom, s tvojim zadovoljstvom, da si cela to ti takrat, da se vidi, da res v tem uživaš. To se res zelo začuti. Ta občutek je pač skozi prisoten, na koncu prosiš, če smo pripravljeni podeliti izkušnjo. In se tudi spomnim, da kakšen to sem bil prvič in pol je res tudi vsakič hodil oziroma pač bil še na vseh in tudi povedal, da je imel prej
mogoče predsodke oziroma določene razmišljanja, kako meditacija poteka in da to pa zagotovo ni zanga. In potem, kako se je po tej izkušnji čist drugače začel dojemati, no, tudi meditacijo. Ja, ful mi je zanimivo to, kar si zdaj postavila, predvsem zato, ker ful velikrat res se to zgodi, da pridajo na meditacijo in na jogo ljudje, ki še nikoli niso bili. Prav nekako, jaz itak sem totalno odprta za vse, a ne, se pravi za vse novince in za vse, ki pridete večkrat, tudi če vmes karkoli imate leta pauziranja, kakorkoli pridete nazaj, je to še toliko boljša, ne. ja. V bistvu za vse, kar neki ljudi pa je, ki že kar leta in leta hodijo, ne. Tako da imamo vedno tako pestro družbo. Ampak, ja, zanimivo je pa to, da v bistvu ljudje, ki pridajo prvič in seveda pridajo popolnoma v nepoznano, ne samo okolje, ampak dejansko ne vejo, kaj pričakovati. Ne poznaš, nisi še nikoli tega doživel, slišal si pa ogromno stvari. Ker to, kar se danes govori o tem področju joge, meditacije, nekako bom rekla, poti osebnega razvoja, ne vem, različnih coachingov, različnih zdravljenj, alternativa je zdaj tudi veliko v spredju, je malo morja vsega. Če bomo tako rekli, narekovajo to zdaj nekakšen res trend. Jaz, ko sem v bistvu začela, ne vem, 20 let nazaj, še malo več, smo bili tako res, bom rekla, bolj v manjšini. Dejansko ni bilo tega veliko, danes je pa ogromen porast in hvala Bogu, jaz to vedno rečem super, da se to dogaja, da se v bistvu razvijamo na splošno, tako, a ne, kot rekla, kot človeštvo vsi skupaj. In da se zavedamo marsikaj in da premikamo tle gore nekaj generacijskih, bom rekla, tudi razlika, ne samo pač sprememb. Ja, dejansko v bistvu za nekoga, ki ne pozna to in ki sploh taki, ki veliko stvari slišijo in potem so seveda izkušnje ljudi zelo različne. Eni zelo dobre, drugi zelo slabe, eni nekje vmes, ne. Tako da, ja, je to v bistvu krasen, da ljudje se v bistvu probajo, preizkusijo. Ker vedno rečemo, vsak človek mora vedeti zase. Vsi imamo zelo različne izkušnje, tudi zelo različna počutja, zakaj pridemo mi na določeno meditacijo. In nekako prebijamo te mite. Jaz rada prebijam mite na splošno in sploh neke tabu teme. In recimo od tega, da samo tisti, ki ne vem, rabijo, ki imajo probleme. Mislim, to je popolnoma zgrešeno, to že kot prvo. Kot drugo, ne vem, ko ljudje mislijo, kaj zdaj 1 ura tam sediš, sej kako bom pa jaz to zdržal, sej ne moram 1 ura samo sedeti in ne delati nič ali pa samo razmišljati nekaj. To je spet totalno, ne, to absolutno ne gre to tako. Ne vem, tretja stvar je tista, da to pač ni za vsakega, da to moraš biti, ne vem, pripravljen ali za jogo ali za meditacijo, spet narobe. To je toliko enih tabu, pa ne sploh ne tabu tem, ampak v bistvu nekih predsodkov, ki so popolnoma napačni, ali pa od tega, da moraš biti super fleksibilen, ali pa super ne vem kaj. Ne, nič od tega ne. Ker dejansko v bistvu to je ni kontra v bistvu vsemu, v bistvu, ker joga ravno to uči, da ti izhajaš iz sebe. Da ti izhajaš točno z tega, ker ti lahko. In meditacija, če izvajaš pravilno, po vsaki meditaciji se človek počuti boljš, se človek počuti bolj prerojen, dobi več energije. In ja, vsak človek je sposoben 45 minut sedeti ali pač ležati, če imaš kakršnekoli zdravstvene izzive in nekako slediti. Ker v bistvu moje meditacije so vodene, razen pa še določenih joga vikendih, ko imamo pač tudi druge načine, druge pristope, ampak drugače so vodene in dejansko skozi to v bistvu človek nekako potuje v tistem svojem svetu, ki ga doživlja v sebi. In spet vsak to doživlja popolnoma po svoji izkušnji, ampak bistvo pa je, da se ti v bistvu po vsaki taki praksi počutiš boljš ali bolj v stiku s sabo ali z večjim mirom v sebi ali z večjim veseljem ali z neko novo voljo ali ne vem, pač na splošno se zgodi neka sprememba. Ja, to se res čisto strinjam. Meni se večkrat zgodila nov pogled, pa tudi to, boljše sprejemanje. To, kar je, se mi zdi, da lažje sem sprejemam po jogi, meditaciji. Res tako so vodene in se mi zdi, da na začetku mogoče je res to lažje. Tako da mi je super, da si malo razbila te mite v narekovajih oziroma te prepričanja, ki se mi zdijo pogosta in je škoda, da so v bistvu. Nekateri, tako kot si že rekla, res se mi zdi, da imaš zelo
zveste, kako bi rekla, jogiste, na kateri res zelo redno že bi rekla, skoraj že desetletjah teb hodijo, no? In se res vidi. Moram reči, no, mogoče, kar me je presenetilo, da je čezdalje več bilo tudi moških, da je veliko pri tebi, mogoče na jogi, da niso, kakor bi mogoče jaz prej mislila, imela to mnenje, prepričanje, da na jogo pa hodijo pač same ženske ali pa na meditacije, in pogosto sem pri tebi pol videla, da je bilo tako, tudi kar velik delež moških, kateri pač pari, mož, žena, kakorkoli, ampak dostikrat je bilo tudi, da je mož ženo prepričal, tako da mi je bilo res fascinantno, no, iz tega vidika. Res je to, definitivno joga je za vse, absolutno ni to samo ženska stvar, če sploh pogledamo za nazaj, tradicionalno, v Indiji, se pravi v sami zibelki jogijske tradicije, so v bistvu jogo izvajali moški. Ne? In v bistvu, ko se je potem to kasneje prenesel v ta zahodni svet in zdaj to, kot smo mi pač naučeni in tako, kot se mi učimo tukaj, je to zdaj potem postala bolj ženska praksa. Ampak to, če tako rečeva, vzhodna praksa, ki je to zdaj zahodna praksa ženskega dela. Ne? Ampak, v osnovi pa absolutno joga za vse. Se pravi, od, ne vem, tudi za otroke in tako naprej. Zdaj samo odvisno pač na kakšno vrsto joga hodiš, ker pač joga je ogromno. Se pravi, absolutno pa za moške, in to v bistvu bom rekla tako, da sem zelo vesela, no, da hodijo tudi moški v naše skupine, čeprav se velikokrat to zgodi, da moški vseeno rabijo malo drugačno vejo prakse, tudi mogoče malo bolj intenzivno, ampak vseeno, v bistvu tudi na joga vikendih je to zelo pogosto, ker velikokrat se zgodi, da pridajo v paru in vedno vabim, se pravi vse, da ne pridajo v paru, kljub temu, da pač on ne jogira, to je običajno, pa se nam potem pridruži pri kakšnih, ne vem, ali pohodih, ki jih imamo, ali kakšnem drugem delu, ali pa pri ničemer. Ampak se potem to zgodi, da se pa na koncu lahko tudi pridružijo na jogi, in to je bilo zdaj ravno letos na zadnjem joga vikendu junija, ki smo ga imeli v hotelu Špiko v Martulku. Res lepo je. Je bilo v prvi vrsti, so bili 4 moški. In prva vrsta je bilo v bistvu moških in potem odzadaj same ženske. Sem se začela smajati, ko sem to videla, sem rekla, evo, to pa je, to je pa za poslikati, to je pa za govoriti o tem. No vidiš, evo. V bistvu je bilo super je. In tudi jaz imam rada mešane skupine, čeprav pač moram reči, da tudi moja pot, kar nekaj letnih izobraževanj je šlo zelo v te vode žensk, oziroma v predvsem razumevanje, bom rekla, v delovanju moškega in ženskega telesa, moških in ženskih energij. In zdaj absolutno pač sem sama ženska in nekako pač gre čez ženski pristop vse skupaj. Ampak definitivno pa so tudi moški pač tisti, ki so nadvse dobrodošli, tako na meditacijah kot na jogah, tudi na readingih, spet je to mogoče spet nekakšen tak mit, da je to bolj za ženske, tudi kar se tiče mogoče ali ta duhovni del, kakorkoli, ampak spet absolutno ne, to je absolutni ne. In dejansko pa čisto vsi gremo skozi svoje spremembe, čisto vsi smo tukaj zato, da nekako gremo skozi neke procese, razvoje in da se nekako učimo o ljubezni, učimo o spoznavanju sebe, odnosov in nekako da plujemo čez vse, kar nam življenje v bistvu daje. Kako si lepo to opisala. Zdaj me zanima, kako pa je, ker pač tako, kar si omenila, tudi kar nekaj staršev posluša. Mogoče, kar si že prej omenila, kako pa je po tvoje ta del ukvarjanja z jogo, meditacijo vplival na tvoje starševstvo oziroma materinjenje? Kaj še zanimiva beseda. V bistvu, če za vse, zdaj še prav 15 let, je to že nekak del mojega življenja, ko kombiniram različne vloge, biti mama, biti jogistka, biti zaposlena, biti učenka, biti učiteljica, ne vem, zelo različne vloge imam v življenju, ampak sigurno je mama ena izmed najbolj srčnih in najbolj veselih in srečnih, ki jih doživljam.
Tako da, kako je to v bistvu vplivalo, absolutno bom rekla, da skozi to notranjo pot razvoja in procesa, kako sem sama sebe dojemala, kako sem dojemala svoje telo, kako sem dojemala te začetke, ko bom rekla, da mi mogoče prvo leto, čisto iskreno, mi je bilo tako, bom rekla, precej izziv, zato ker, ne vem, se v tistem času mogoče sploh še ni to govorilo o teh stvareh, kot se danes. Nekako je bil mi izziv, glede vsega, glede tega, kako iti zdaj naprej kot mama, pa nisem imela težav ne z dojenjem, ne z ničemer, ampak vseeno mi je bil izziv, bom rekla, to prvo leto, kako nekako vse skupaj pelati. In začela sem se potem z jogo spet ukvarjati, v bistvu, ko sem nehala dojiti in ko sem šla nazaj v službo in sem si vzela tisto uro časa, da sem šla v bistvu na prakso in mi je zelo pomagalo, da sem spet prišla nazaj v tisto svojo rutino, v nek tisti kratek stik, ki ga pač lahko tisti uri v tednu dobiš. Potem sem videla, da v bistvu brez tega nekako ne morem in sem to nekako komponirala noter in potem sem se tudi zelo takrat vrgla v tudi jogo za otroke, sem šla tudi na izobraževanja, sem potem kar nekaj let vodila jogo za otroke in v vrtcu in v bistvu svoje skupine in v šoli, tudi potem, ker je v bistvu moj val odraščal, sem imela tudi v šoli par skupin, v bistvu za njegov razred in tako. Tako da sem v bistvu potem nekako čez to tudi zorela, tako bom rekla, skozi to poučevanje. Ampak ne samo to, v bistvu tudi osebno, kako je to vplivalo name, sigurno pozitivno, sigurno ful dobro, zato ker bolj, ko je ženska nekako v stiku s sabo, manj imaš nekih teh izpadov, ker te velikrat pri otrocih marsikaj preseneti ali pa marsikaj ne moreš kontrolirati ali pa predvidevati naprej, ampak odreagiraš v sekundi pač s tistim, kar imaš v sebi, In zdaj več, ko imaš neke te prakse, lažji v bistvu ti gre. In jaz sem to ful spoznavala, koliko v bistvu sem veliko drugače, pa veliko lažje odreagirala pri nekih situacijah, kot pa bi, če ne bi bilo tega. Zdaj spet, če bom rekla zelo po domače, ni me toliko ven metal. Ni me toliko ven metal in tudi glede na to, da v bistvu sem se jaz potem razšla s svojim partnerjem, s katerim imam otroka in v bistvu sva peljala potem deljeno skrbništvo, oziroma ga še zdaj. In sva v bistvu šla tudi čez to novo postavitev, ki spet ni bila enostavna. In nobena taka stvar ni enostavna in v bistvu mi je tukaj praksa zelo dala, predvsem zato, da sem se usmerila v reševanje, da sem se usmerila v to neko, kako ne rečem, nek konsens v bistvu vsega skupaj, zato da smo najdeli pot, zato da je bil predvsem, da sva bila, so ohranila ta stik biti starša, da sva nekako res dala v ospredje otroka in ne svoje ali ambicije ali koristi ali kakorkoli, ampak da nekako smo v bistvu peljali zgodbo naprej in tudi moram reči, da danes smo v zelo dobrih odnosih in tudi pri deljenem skrbništvu itak moraš biti, drugače ti ne pije vode. Na prav način. Tako da v bistvu je bila ta moja pot z jogo in meditacijo, mislim, bom rekla, če zdaj za nazaj gledam, edina možna. Mi je tudi v bistvu čez vse zelo, zelo pomagalo, da sem nekako ohranila sama sebe, da sem ohranila se nad gladino in da sem bila tam, tako kot je bilo pač potrebno, da sem bila za otroka, da sem bila v bistvu zase, da sem nekako peljala to novo samostojno pot, da smo danes v bistvu vsi nekako veseli in okej. Tako najprej srca hvala, da si delila te pomembne teme, ki se mi zdaj res pomembno o tem govoriti in prvič o poporodnem obdobju, kar si rekla, verjetno se res 15 let, kar je bilo pri tebi to nazaj, ni o tem govorili, na srečo vse, če dali več, ampak je še vedno zelo pomembno, da res govorimo o tem, pa tudi res o teh razhodih, tega je tudi čez dali več in se mi zdi, da je zelo pomembno, da o tem govorimo in med sabo in tudi z otroki potem, pa seveda na starosti prilagojen način. Zelo pomembne teme si odprla, tako da res hvala, da si delila to z nami. Hvala. So to res lahko izjemno težka, stresna obdobja in da če želimo res v najboljše dobro vseh nas, in nas samih in seveda otrok,
odpeljati, je res pomembno si poiskati nekaj, kar nas hrani oziroma nam pomaga zelo, da znamo potem lažje se soočati s temi situacijami, okoliščinami. Tako, se mi zdi res to pomembno. so take stvari, ko te v bistvu presenetijo v življenju, ne? Ko enkrat sama veš, ko imaš otroka, ko imaš družino, absolutno si tega scenarija ne predstavljaš, ne? In ga absolutno noben noče. Ampak ko pa pač stvari v življenju pripeljajo po svoje in se nekako to zgodi, si pa potem soočen s tem, da greš čez to oziroma pač ostaješ v odnosu, ki pa te mogoče ne podpira. In zdaj vedno je večna ona dilema, kako bo to vplivalo na otroke. In kakšna škoda bo, ne? Ali bo, ne vem, zdaj v narekovajih rečem škoda to, da ostaneš v odnosu, v kateri te na nek način ne izpolnjuje ali pa pač nekako drugega nekako ne pelje, ne usrečuje. Ali pač kar veliko odnosov tudi ostaja za voljo otrok, ne? Ali greš naprej v neko novo zgodbo, ki je popolnoma nepoznana, ki res ne veš, kaj te čaka, ko se pa zavedaš, da si nekako sam, ne, po vseh plateh in ne zdaj, kako peljati pa to zgodbo naprej. Ne. Tako da tukaj je tudi ta neka večna dilema, ne, pa tudi mogoče pol, ko se za nekaj odločaš, ne, te še nekaj časa potem grize to odzadaj, a si se prav odločil, ali se nisi, ali bi bilo lahko kako drugače, ali bi lahko drugače boljše, ali kakorkoli, ne. In zato je tudi tukaj zelo pomembno, da si v tem iskrenem stiku in v iskrenem odnosu s sabo. Ne, tukaj je zelo pomembno, da si v bistvu nalijaš poln kozarec čistega odnosa do sebe in da si nekako res iskren, ne, da vidiš v bistvu kako in kaj in da si potem tudi iskren v odnosu do otrok. Ne, definitivno. Tukaj se mi zdi, da tudi mi kot generacija ful premikamo meje, ker saj v mojem času odraščanja so oni pač nekako dosti vzgojeni, pa tudi takrat je pač tako nekako bilo v sami kolektivi, da se v stvarih ni govoril, da so se bolj pometale pod preprogo, da je bilo pač nekako veliko enih tabu tem, ne, ki jih zdaj sicer mi zelo uspešno prebijamo in tukaj tudi, ne, enako je bilo tudi pri tej smeri, ne, se pravi, jaz se z mojim valom veliko stvarih pogovarjam, ker verjamem, da pač je pogovor, ki povezuje. Res je. Hvala Bogu, sva nekako z bivšim partnerjem tudi oba, bom rekla, toliko čustveno zrela, da pač imava dober odnos in da pač ga gradila, ni to prišlo samo po sebi. Je bilo marsikaj vmes, ampak nekako je pa ključno to, da nekako v bistvu dozorevaš čez take preizkušnje. Ne da ostajaš v nekih svojih zgodbah ali pa v nekih svojih, ne vem kaj ne rečem, zamerah ali pa karkoli, ne vem, ne. Ampak da res v bistvu greš čez to in da je pa v bistvu tudi, ne, seveda, vsi skušamo biti dobri starši, a ne, vsem je to pač največ, sploh ko imamo otroke, ne, želimo pač jim omogočati najboljš, dati največ in tako naprej, ne. In ko imaš eno tako izkušnjo za sabo, ni najbolj, ne, bom rekla, sladka izkušnja, predvsej mogoče prej grenka in v bistvu jo moraš predelati in se pravi, da ne ostaneš noter zataknjen v nekih svojih obtožbah ali pa v nekih samozamerah. In da v bistvu, greš v bistvu skozi en tak, bom rekla, bolj globok proces vsega tega razumevanja, ko da, ko pa v bistvu prideš na drugo stran in nekako predelaš ene stvari in si potem spet bom rekla, nekako v svoji dobri koži, takrat pa dobiš veliko širino razumevanja vsega, ne, tako da in s tem tudi v bistvu otroku potem marsikaj omogočaš in jaz sem predvsem zagovornik tega, da ne glede na to, ali si skupaj v odnosu, ali nisi, da pač delaš na neki harmoniji odnosa in na temo, da se stvari dajo pogovoriti, dajo se rešiti, dajo se nekako prilagoditi, kakorkoli, ne, imamo različne kombinacije, se pravi, mi pa pač, hvala Bogu, nekako tako lahko peljava, ampak gre pa za to, da v bistvu gre nekako dobro otroka in jaz sem zagovornik tudi tega, da se v stvari sooči, da se pogovori, da pelješ zgodbo direktno, tako kot je. Da v bistvu za voljo nekih kompenzacij in za voljo nekih koristi greš neko tako zgodbo, ki za moje okuse ni čista. Ja,
Se strinjam s tabo, ne, da v bistvu res tisto, kar si rekla, ta večna dilema, ne, ti se mi to, kar si tudi tvoje izkušnjo, ne, povedala, da je v bistvu res ful pomembno, da smo mi iskreni sami s sabo, da smo res mi v stiku sami s sabo, kaj si mi želimo oziroma kaj je za nas sprejemljivo, ni sprejemljivo in tako, no, da smo res mi povezani s tem in da zase najdemo, ne da poiščemo na Google, kako je nekdo drug v taki situaciji naredil. In se mi zdi, da raven joga ali pa meditacija ali pa kjerikoli drugi trenutki, ne vem, da se ustaviš, kakšna psihoterapija ali kaj drugega podobnega. Te trenutki čuječnosti, ki smo v bistvu bolj tako, da posvetimo sami sebi, se mi zdi, da v vsakodnevnem življenju gre res lahko hitro mimo nas, če se zavestno tega se temu ne damo toliko pozornosti, no, tako da se mi zdi res to tisto važno, da pol iz tega izhajamo, kaj je za nas same in res lahko damo tudi s tem največjo popotnico v bistvu otroku, da res smo lahko v kakšnih odnosih tudi kasneje verjetno bolj zadovoljni, kot bi bili, ali pa da najdemo v onem odnosu mogoče rešitve skupne, ne, sej ne gre se zdaj, da mora biti nujno ena razhod ali karkoli, ampak ja, nekaj, da je za nas ustrezno, sprejemljivo in se mi zdi, da joga pa meditacija pri tem res lahko zelo korista. Ja, joga in meditacija sta ena od orodij, ni eno in edino, absolutno. Tako. In je to v bistvu predvsem tudi uporaba in delo s telesom. Seveda, tako kot si samo omela, so tudi mnogi drugi načini. Psihoterapija sigurno je izmed njih, ne vem, nekateri tudi imajo gozdno terapijo, če lahko. Tako. In drugačne vrste in tako naprej. Tako da načinov je sigurno ogromno, bistveno je samo, da pač vsak najde tistega svojega, ki mu nekako največ da in ki v bistvu mu pomaga, ne? Ker pač imamo takšne in drugačne izzive v življenju in je v bistvu temu to namenjeno. Ne? Da najdemo mi dejansko svoj način, ki pa deluje za nas. In to lahko tudi ni joga ali pa absolutno tudi ni meditacija, ampak je ne vem karkoli drugega. Tako da, ja, meni da te stvari najbolj resonirajo in mi tudi so mi pomagale na poti, ampak se pravi, jaz sem se itak s tem že začela prej ukvarjati, ne, to nisem se zaradi tega začela. Ja. Izziv, ko smo začeli na začetku govoriti, je bilo v bistvu z mojo hrbtenico in me to potem nekako skozi življenje to pelala, ne. Je pa tudi dejstvo, da se mi zdi, da ko enkrat človek stop, bom rekla, tako bolj polno ali pa bolj zavestno na to pot tako osebnostnega kot duhovnega razvoja, da nekako moraš to vštric peljati tudi v partnerstvu ali v nekakvem bližnjem odnosu. Moja izkušnja je taka in zato, ker predvsem nekako, če si tukaj noter iskren, te res, bom rekla, vzame celega. Ne moreš biti samo na pol v tem, ali pa ne, tako kot ne moreš biti na polno sveča, ne, pač si ali pa nisi. In enako je tudi tukaj, ne, zdaj, ali si predana temu te poti ali pa pač ne, in sicer se lahko malo spogleduješ s temi stvarmi, ampak to pač ni čist, ne, to. Mene pa pač to poklicali celo, ne, in v bistvu tako, moj partner pač bivši ni bil nekako v to smer toliko naklonjen, čeprav je čisto razumel, ampak ne, sem tukaj čutila, da ni bilo v bistvu neke take prave povezave. In nekako tudi v bistvu to, kar mogoče delam na splošno z ljudmi ali pa ugotavljam tudi prek svojega izobraževanja, ki sem ga imela, v bistvu je to eden tudi dosti nujnih dejavnikov, ne, da nekako lahko vpluješ, da je vse človek odprt za to in da nekako v bistvu tudi to predstavlja en del življenja. Ne. Tako da, ja, tukaj se mi zdi to pomemben z roko v roki, no, da nekako to lahko vpluješ, ne. Ker tudi zdaj, recimo, jaz sem že toliko let v tem, tudi vidim, ne, dejansko nekako se potem čez leta tudi spreminjajo neke ravni odnosov, prijateljstev, povezav in tako naprej, ne. Tudi zato recimo mene tako poklicali, da sem pustila redno službo, kateri sem bila pač zdaj na koncu zaposlena 12 let, pa že pač tudi prej. Sem imela skozi v bistvu redne službe in sem v bistvu ob tem nekako se izobraževala in ukvarjala z jogo in tako naprej. Zdaj sem prišla pa do točke, ko enostavno več obojega nisem mogla. In nekako v bistvu, ko sem se res tako v celoti temu predala in odprla, ni šlo več. Ne? Nekako je z tiste ravni nekega dodatnega zanimanja in izobraževanja prišlo na to, da sem se sama pogovorila in da sem rekla, ok, ne, zdaj se pa odločne, zdaj pa ne. Spet bom rekla, na rekovajih sem dovolj stara, ne, da sem zdaj pa lahko odločila za eno stvar v življenju in z njo grem, ne, tako v celoti naprej, tako da sem se odločila za to.
In ja, nekako sem v bistvu tako na začetku neke nove poti. Ja, in bomo pač videli, kako se bo vse odvijalo. Pač tako me je poklicali in absolutno mi ni žal. Mislim, v bistvu moram reči, da tudi to ni bilo enostavno, saj pač mene. No. In šele potem, v bistvu, ko sem šla na to res svojo samostojno pot, sem videla, koliko je v bistvu sistem ugraviran. Oziroma, po mojem, da nas kar neki na tak način doživljajo, sploh vsi, ko smo šli iz sistemske ureditve na samostojno pot. Ne? Zdaj, če ti greš iz menjave službe v službo, ko še vedno si v tem nekakšnem podobnem urniku, delavniku, teh obveznosti in tako, se mi zdi mogoče manjša razlika, manjši razkorak. Jaz sem pa dejansko iz res, bom rekla, kar dosti konkretnega sistema pač v svoje, pa kljub temu, da sem imela že prej pač skozi si pa enkrat sama, samostojni in ko pač moraš potem zaslužiti za vse, za vsak strošek, za vse prispevke, za vse ostalo, je pa to zgodba čisto drugačna. In v bistvu tukaj potem pride do izraza, koliko si samodiscipliniran, koliko imaš res volje za to, kar počneš, koliko v bistvu nekako res vložiš samega sebe v to noter in nekakšna ta tudi ljubezen do samega dela. Ne? Ker če tega nimaš, potem je to v bistvu, bom rekla, bolj kot en mater v teh časih. Pa le hiter preveč postane. Tako je. Če pa so nekako te sestavine, pa če se nekako počutiš, da si pač ta prav za to stvar, potem pa se mi zdi, da pač mora nekako zgodba pelati. Ampak se pravim, jaz sem zdaj v bistvu na začetku, zdaj dansko odpiram septembra, zdaj, ko se pogovarjamo, oziroma to letošnjo leto, odpiram pač čist prvo novo sezono v takem smislu, ko imam čist samostojnem poklicni poti. Da imam tudi neke nove stvari še v programih, ki jih bom v bistvu dala ven in odprla, ker vidim, da se tudi tako razvija skozi samo moje delo, da je potreba tudi potem. Tako da bom zdaj v bistvu poleg teh meditacij še odprla tudi ene take debatne kroge, tako rečeno, dušne pogovore v skupini. Ja, v bistvu dušni pogovori so bili zdaj bolj 1-na-1, se bojo to tudi še ostali. Ampak nekako ugotavljam, da v bistvu je potreba potem in da nekako ljudje hrepenimo po nekih takih, bom rekla, nekih iskrenih pogovorih oziroma ne samo zdaj, da se tam pač samo iskreno pogovarjamo, ampak da predvsem podelimo izkušnje. In tukaj mislim, da pa bom delala pa izključno bolj na ženskem nivoju, bo pa mislim, da bolj ekskluziva za ženske in ne zato, da bi bili moški ne povabljeni ali pa izključeni, ampak pač zato, ker se mi zdi, da na ženskem nivoju se pa vse ene stvari pač dogajajo, kar se tiče in samega, zdaj, ali vključno z otroci, ali s porodom, ali s čimerkoli. Pa ne samo to, ampak tudi mogoče ali s ciklusi, ali pač ženske gremo čez tukaj enih takih telesnih obraz na drugačen način kot moški in se mi zdi tukaj nekako ključno, da drugo podpremo. No? In tudi v bistvu definitivno. Delala in sodelovala na teh različnih krogih in tako vidim, koliko v bistvu nam to daje. Ne? Tako da nekako to smerno, tukaj bom tudi štartala nekako na nov, pa verjetno bom tudi delala online, kaj tudi uživo. Tako da tukaj se bo zdaj še marsikaj pokazalo po moji poti. No? Najprej res čestitke, še tukaj za pogum, za vse. Verjamem, da je pač tudi na tej poslovni poti, čeprav si tako, kar si rekla, bila že s tem v bistvu zdaj že res veliko let upeta, pak verjamem, da ko si enkrat res čisto na samostojni poti, je res veliko preizkušenj, kar res potrebuješ najprej tudi pogum, da se jih lotaš oziroma da se soočaš z njimi. Veš kako, lani v bistvu so je bilo zelo različni odzivi pač ljudi, ampak en izmed tistih, kaj v teh časih greš na svojo pot, bog, do drugega, ko so bili pač velike čestitke in bravo, tako da seveda so zelo različni, ampak seveda vsak sam zase ve, kdaj pač je tisti čas, ko se zgodi, da pač obrneš na list papirja in rečeš, ok, gremo na novo. Wow, res. Se tudi jaz veselim vseh tvojih, bi rekla, dodatnih ponudb, pa res vse bolj dobro. Jaz sem pripravila okvirno vprašanje, ampak meni je ful boljš tako biti čim bolj čuječa in se odzivati na tvoje razmišljanje, odgovore. Če ti misliš, da sva kaj pomembnega izpustile oziroma bi dodale, prosim, pač kar povej.
Ja, to. Ne vem, mislim, da ne. Mislim, da smo že obe kar dosti podelile, tudi v bistvu en svoj način in ful sem vesela, da si me ti v bistvu nekako zvabila na ta podcast, glede na to, da poznaš moj način dela, glede na to, da se poznava že kar nekaj let. Mislim, tudi jaz ful vesela, kako v bistvu te z tega, bom rekla, jogijskega vidika spremljam in vidim, kako se pri tebi stvari dobro postavlja. Ja, wow, če pa joga, vsaj delček tega, da je pripomogel k temu. Definitivno, res. Ja, joga je bila, kot sem že na začetku povedala, no, sploh pa res zame tvoja joga, no, tako bom rekla. Res zelo mi pomagala, zelo rezonirala, sploh sem bila takrat res v enem zame težkem obdobju, sem si mogoče pač že dlje časa želela enih sprememb in si do takrat nisem znala oziroma kako se jih zbrati pogum, kako se jih lotiti oziroma kako to izpeljati. In je bila joga ena tistih, ki je bilo več tega sicer, ampak tvoja joga, no, tvoje vadbe so bile definitivno ena tistih, ki so mi dale pogum, ki so bile tudi pol, ki sem že naredila spremembo, čez zame pa dodam samo refleksije in mi je ful res toliko dal. V tistem obdobju sploh pa, ki sem spremembo, mi je pa res tvoje besede so bile res tako rezonirale zame, glih o spremembah, da sem videla pol, koliko to vpliva in na moje počutje in tako, ga si rekla, in dejansko na telo, ker sem res redno takrat hodila, sem res opažala, no, koliko ene stvari lažji z lahkoto, tudi mogoče kakšne zakrčenosti, ki jih pač imam, koliko sem jih lažje premagvala. No. Pa tudi sploh joga vikendi, ki so mi dali in nova poznanstva, res so mi res ful enih novih možnosti odprli tako, in sem res toliko hvaležna. In cela joga vikend, ta izkušnja in tudi, ki si dala zastavljati, ki mogoče takrat, če ni bilo to toliko, se mi zdi, no, saj jaz nisem toliko zasledila, si imela tako joga vikende zastavljene, da smo pač imeli sprehode v tišini, ker verjetno še zdaj prakticiraš. In to dejansko mi je bilo, pač sem bila navajena v določenem dobi, čisto sama na sprehod hodila, ampak mi je bilo to dejansko drugače, kakor tam in ko je včasih pride tisti moment, ki, jaz bi pa zdaj raj s kom govoril, pa probaš kdaj tudi naskrivaj, kakorkoli, ampak ja, vidiš pa pol, da so ful rezultati, da je res ful od tega, če si takrat sam s sabo in mogoče kdaj tudi z malo težjimi občutki, kdaj gre na easy in si pač z lahkoto, tako kdaj pa si soočen do takrat z malo težjimi občutki in ne gre čistko, kakor si zamislil. Je pa definitivno, saj pri meni je bilo ful enih učinkov. No. Ja, to je ful zanimiv efekt, ne? Ker joga vikendi, ki imajo ta del noter, ne, se pravi meditativne sprehode v tišini, pa za nekatere, ki je to ful novo, ne, imajo itak najprej ful odpor, ne, da si ga tudi sama kdaj začutila, kaj mi je zdaj tega treba, ne, pa zato, ker kot si rekla, če greš sam, si pač sam, si v tišini, ne, če nisi zdaj na telefonu ali pa na podcastih, ne, ampak če si pa v skupini, je pa to čuden, ne, tako, zdaj, ne, da si tiho, pač res nam ni to običajno. Ampak ja, je pa v bistvu namen od zadaj pa popolnoma drug, ne, zato ker se pravi šele takrat, ko si ti v skupini in si lahko v tišini, spoznavaš čisto neke druge dimenzije, ne, sebe, narave, odnosa in nekako si na te ravni opazovanja. Ne, zato, ker ko pa si v bistvu z nekom, pa govoriš, pa v bistvu skoraj nič ne opaziš, ampak si v bistvu res pozoren in povezan samo s človekom, ki govori, ne, se pravi, ženske to ful rabimo, ne, da dajemo, da govorimo veliko, ne, ene bolj, ene manj, ampak skozi te tišine in skozi te pauze je pa v bistvu predvsem res namenjen temu, da po eni strani razvijamo čuječnost, po drugi strani, da vidimo okrog sebe svet in da v bistvu skozi ta občutek nekako tudi doživiš drugače ljudi, odnose, v bistvu si res prisoten lahko takrat pri stvari in predvsem bolj v stiku z naravo, ker v bistvu to je tudi namen vsega, ne, se pravi, da ne osvojiš samo cilja, da nisi samo pač na neki točki, ne, da prideš samo po štempelj ali kakorkoli, ampak da v bistvu si res tam in da nekako si lahko z ljudmi, ampak si v bistvu lahko tudi sam sabo. In to je v bistvu en tudi tak velik del joga vikendov, ki jih prakticiramo že leta v Kranjski Gori.
Zdaj pa že dajemo tudi druge lokacije, tako zdaj bomo pač nadaljevali na morju in v Poljanski dolini in potem tudi na Kozjanskem in tako pač veliko nekih dogodkov še bo v prihodnosti, tako da vsi tvoji poslušalci oziroma poslušalke lepo vabljeni na ta doživetja joga vikendov. Se pravi, imamo zelo različno od hotelskih namestitev pa do penzionov in do kempov bodoče in tako. Tako da je tudi več možnosti. No? Ampak vsekakor pa ostaja joga in meditacija v ospredju, kljub temu, da so večkrat različne tematike vikendov, različne lokacije, na katere se navežemo. Ampak ja, nekako je pa predvsem namenjen temu res oddihu, da se človek oddahne in nekako naužije neke dobre energije in neke novih moči potem za naprej. Ja, wow. Ne, res ne bi znala zdaj bolj povzeti. Tako da ja, vem, jaz sem pač pogosto tudi, sicer pač na zasebnem profilu, res prav zapisala svoje izkušnje po joga vikendu, ker mi je bilo res to tako navdihujoče. No. Tako da res ti hvala, no, tudi res se mi zdi, da je Slovenija to lepa, tudi meni se zdaj pač vsakič taki lepi kotički, kjerkoli sem bila pač na joga vikendu, no, pa na določenih lokacijah, zdaj sploh še nisem bila, tako da to je tudi še želja. Tudi to, no, lahko tukaj združuješ, no, tako ga si rekla, ja, mogoče sem prej ta aspekt pozabila, res, pa tudi, ko si bolj prisoten, vidiš res lepoto narave in tako, no. Imaš res tudi take lepe lokacije, no, vedno. Ja, lokacije so pa res izbrane. Ja, nekako do zdaj so se vedno tako zelo dobro izkazale, tako da ja, vem, da bo tega tudi v prihodnje več in tudi to je eno od mojih želj, da v bistvu tle zdaj nekako na Kozjanskem, ker tudi začenjam tudi neko novo zgodbo, med drugim tudi, da si bom tle nekako uredila in postavila neko svojo, kaj ne temu rečem, joga hišo, zelo želja v neki obliki ašrama. Bomo videli, kako se bojo stvari odvijale. Ampak ja, v bistvu nek tak, bom rekla, en prostor, ki je predvsem namenjen stiku z naravo, stiku sam s sabo, se pravi, ki je nekako res v takem miru in v eni taki, ja, v enem prijetnem okolju, no, tako za to, da nekako prideš po nove moči, po regeneracijo in da ja, nekako lažje plujemo skupaj. Ja, z vsemi življenje. Ja, z vsemi izzivi. Prav vse. Ja, od vseh lepot do različnih preizkušenj in do vseh nekih tudi novih začetkov, no, tako bom rekla. Ja, meni je izjemno, no, pomagali pri novem začetku. Jaz sem pač, mislim, da sem na eni pač bolj začetnih jog celo jokala, enkrat sem bila res v takem obdobju in ja, res, kakor sem rekla, no, tvoja joga mi je definitivno res veliko dala, zdaj, kad pogledam za nazaj, pač zdaj po 7 letih, ja, kad sem par let zelo redno hodila, pa zdaj tudi občasno, imam pa tudi zdaj tudi druge načine in se še vračam po, rekla, porodniški in malo pauze s tem, se definitivno me to še res tako vabi, no, zelo je prisotno in ja, definitivno. Ja, še enkrat, no, bi si ti rada iz srca zahvalila, da si se zvala, pa da si podelila vse te res tudi intimne, res zelo cenim tvojo odprtost, iskrenost, vseeno. Hvala ti za tisti del, kar si mi že prej dala za ta pogovor, tako da res hvala, no. Hvala, ker si, tako da ja. Ja, hvala tebi. Tako da vsem poslušalcem res hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič.